Lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi treh, prepričan sem, zelo vznemirljivih knjig v zbirki Beletrina, ki jih predstavljamo pred svetovnim dnevom knjige, torej kot neko popotnico branju, vznemirljivemu branju, in res globoko verjamem, da so današnje te knjige vsaka na svoj način zelo zanimive. Od prvenca mlade avtorice do najnovejšega romana ameriškega sodobnega klasika pripovedovanja in do seveda našega največjega živečega pisatelja. Čeprav so te epiteti seveda nehvaležni in verjamem, da si tudi drago ne želi, pa vendar moramo biti objektivni. Zelo sem vesel, da je Drago Jančar danes premierno v Beletrini. Knjige so, ne boste verjeli, prišle prav pred pol ure, ker prihajajo iz Srbije, iz tiskarne, in vse te nove meje in tudi vremenske razmere kar vplivajo tudi na knjige. Očitno upam, da ne usodno v prihodnosti. Torej, tri prozna dela, ki jih danes predstavljamo, dovolite mi, da vendarle začnem z Dragotovo knjigo. Izjemno sem vesel tega romana in ljubezen tudi, ne samo zaradi tega, ker pač Drago premierno roman objavlja pri nas, in upam, da bomo imeli možnost še izdati kar precej njegovih knjig, ampak seveda tudi zato, ker se ta roman dogaja v medvojnem, pa malo tudi predvojnem, malo tudi povojnem Mariboru in na Štajerskem. In seveda je to tema, ki tako mene kot tudi druge, ki prihajamo z tega področja, na nek način preganja, ker je v njej pravzaprav seme tistega, kar smo kasneje živeli pravzaprav. Čeprav mogoče zato niti nismo točno vedeli, ampak bolj slutili ves ta splet nasilja, upanj, prepenen, strahov, tega mletja zgodovine, katerega opisovanja mojster je Drago Jančar. Mogoče bi najprej, Drago, tebi dal besedo, da ne jaz prepameten, kaj reči o tem romanu, ki vem, da je dolgo nastajal nekako, in prepričan sem, da je to izjemno pomembna postaja na Dragotovi pisateljski poti, neke vrste, čeprav je to nehvaležno govoriti, nadaljevanje Severnega sija, vse v časovnem smislu, ampak gotovo seveda popolnoma samostojno delo, ki spet govori o vsej tragiki in včasih tudi grotesknosti zgodovine. Ne vem, če je pomembna postaja, mogoče je zadnja ali pa je ne, to ne upajmo, da ne. Čas mineva. In kot čas mineva je tudi vsakokrat znova težko govoriti o knjigi, ko izide. Tako kot je bilo težko govoriti o prvi, je težko govoriti o tej. Pisatelj ima zmeraj te težave, vi boste jih tudi imeli, boste zadovoljni. Mogoče najprej rečem nekaj o tem, zakaj je šel roman pri Beletrini, ker da ne bo kdo mislil, da sem izdal založbo Modrijan, ki je dala kar nekaj mojih romanov v zadnjem času in je dobro poskrbela zanje. Ta roman ima neko tako pred zgodovino, predvsem je mene samega ta stvar že dolgo spremljala, jaz sem iz tega mesta tudi, čeprav zdaj že več let živim v Ljubljani kot v Mariboru in me imajo vsi še zmeraj za Mariborčana, kar je tudi prav po svoje. Ja, tega se človek ne reše. Človek bi rekel, lahko greš ti iz Maribora, ne more pa Maribor iz tebe. In bila je dolgo sem te stvari že spremljal, jaz sem poznal ljudi, živel sem v letih po vojni, torej čas, ko je bila v zraku še neko nasilje, vsi so govorili o vojni tam v mojem otroštvu, tam v 50-ih letih še zmeraj. Poznal sem ljudi, poznal sem partizane, poznal sem ljudi, ki so bili med okupacijo v Mariboru, tako da sem veliko tega slišal in me to ves čas malo spremljalo. Spomnim se tudi neke atmosfere nasilja, ki je bila v tekem tistem času, tudi videl sem marsikaj, živel sem v nekem delavskem predmestju. In tako se počasi pač to, neki segmenti v človeku nabirajo. Ampak pred leti je v Mariboru potekala Evropska prestolnica kulture in prijatelj Mitja me je začel
neutrudno nagovarjati. Ginjaviti. Po vsakem nastopu, takrat sem bil veliko v Mariboru, pri vsakem kozarcu vina, naj vendar to napišem, o čemer govorim in tako naprej. In takrat sem mu to obljubil in zdaj sem to obljubil držal in če sem njemu to obljubil, potem prav, da izide knjiga tukaj. Romana sam ne morem definirati, je večplastni, ima več dimenzij kot pač vsako obsežnejše delo in mogoče, če bi izbiral neko definicijo, se mi zdi, da je najboljša, pravzaprav že išla v neki recenziji, ki je najbrž nastala na osnovi PDF-a, ki ste ga razpošiljali, ki sem ga prebral v Delu, da je to roman o ljubezni, ni ljubezenska zgodba, ampak je roman o ljubezni. Ali je ljubezen mogoča v nekem takem divjem času, v času okupacije, v času gverilskega bojevanja, v letih po vojni, prevzemanja oblasti in tako naprej. In tu se prepletajo, kot mislim, da tudi na Zavihu piše, zgodbe štirih junakov, štirih oseb, dveh moških in dveh žensk v različnih poglavjih, ki zaidejo v kolesje zgodovine in skušajo pri tem ohraniti to, o čemer govorim, se pravi ljubezen, neko, že izgovoriti mi je to besedo, malo težko, kako šele v naslovu napisati, malo čudno mi zveni, ko to govorim, ampak ohraniti nekaj, kar je najglobljega, duhovnega, tudi fizičnega med ljudmi, med moškim in ženskom. In ohraniti neko svoje dostojanstvo in priti, če je mogoče iz tega cel. Vsi pridejo nekako, v glavnem, vsi pridejo, glavni protagonisti pridejo živi iz tega, ampak seveda povsem drugačni. Vedeti je treba, da so bili to predvsem mladi ljudje, še takrat, ko sem jih jaz poznal, niso bili ne ti ljudje, ker to niso resnične osebe. Še takrat, ko sem jih jaz poznal, so bili sorazmerno mladi, ampak ta doživetja, ta vojni čas jih je vse nekako postaral, naredil jih je drugačne, niso bili več tisto, kar so bili. V romanu se citira, govori veliko tudi o poeziji, precej je citiranih verzov, vse so na začetku nekje navedeni, katere pesnike sem uporabljal. Ljubimcev par si piše, ker ne živita v istem mestu, ona študira v Gradcu, on je že profesor oziroma asistent v Ljubljani, začujeta se v Mariboru, ampak si pošiljata sem in tja verze, neki verz potem mnoga leta pozneje, ko ga gospa, ta nekdanja mlada deklica odpre v knjigarni, je to Byronov verz, ki je prišel tudi v naslov romana. Več ne bi znal povedati, ker je treba pač knjigo prebrati in potem boste sodili, ali vas bo potegnila, ali vas ne bo, ali jo boste odklonili, ali jo boste sprejeli, to je stvar bralcev, ki traja potem. Hvala, drago, jaz sem prepričan, da bo knjiga zelo zaživela. Mogoče Špela ti par misli, zazirem, da si upravlja temeljito uredniško delo. Dragota tudi na koncu prepričala, da je naslov ohranil. Ja, moram reči, da se že naslov vmes spremenil in so me vrnili pri založbi na stari naslov. Mogoče Špela ti par misli. Ja, v bistvu to, da, kakor je bilo že omenjeno, gre za en res čudoviten, izjemen roman, ki prepleta dve veliki temi, se pravi, govori o vojni in govori o ljubezni, pa vendar, kot smo že tudi ugotovili, najbrž to ni ne vojni oziroma ne zgodovinski, ne ljubezenski roman, ampak roman, ki pač govori o ljubezni v času vojne. Vsaj jaz bi ga nekako tako označila. Zdaj, zelo zanimiv je začetek romana, mogoče bi to izpostavila, navezuje se na fotografijo, ki jo najdemo tudi na naslovki, in ta fotografija naj bi nastala nekega mirnega zgodnje jesenskega dneva leta 1944 v sredi okupiranega Maribora, in takoj na tej fotografiji že opazimo v bistvu dva od treh oziroma štirih glavnih protagonistov romana, in sicer mladega SS-ovca Ludvika, ki stoji nekako na robu fotografije, in pa to mlado študentko medicine Sonjo.
Opazna je pa tudi, oziroma glasna je pa tudi odsotnost tega tretjega protagonista, Valentina Gorjana, to je nekako Sonjina ljubezen, ki je pa ravno v tem času zaprt v gestapovskem preiskovalnem zaporu. Zdaj, kot smo že omenili, roman sestavljajo 4 poglavja, ki prepletajo zgodbe teh 3, pa še kakšnega od protagonistov in mnogih drugih. Predvsem gre pa za to, da so to vse intimne zgodbe, ki prikazujejo vso pošastnost vojne na eni strani in na drugi strani cel spekter človeških pa človekovih občutij v takšnih izrednih časih. Od nekih junaških dejanj pa do dejanj nepredstavljive krutosti in celoten spekter vmes. Predvsem pa se mi zdi, kar smo tudi že omenili, no, da roman skozi celotno zgodbo zastavlja neko vprašanje o tem, kako lahko neka mlada, iskrena ljubezen obremenjena zgodovino sploh preživi oziroma kako preživi. Hvala, Špela, gotovo bo roman, po mojem mnenju, zbudil izjemno zanimanje, dejansko pa govori verjetno prvič na tako kompleksen način, kljub temu, da ni zgodovinski roman, seveda tudi o temi vojne na Štajerskem, ki je pogosto precej drugačna, kot jo pač tukaj, recimo temu v Ljubljanski pokrajini, razumemo ali pa razumejo in mislim, da bo marsikomu dala knjiga seveda tudi precej misliti. Zelo sem vesel, torej še enkrat, da je Drago objavil roman pri nas, če mogoče se malo pošalim, malo pa vam resno povem, da smo od Modrijana v lepem smislu besede ukradli tudi šefa prodaje, Aleša Vesela, ki je zdaj naš šef prodaje. Prej smo se malo hecali, da imamo malo bolj čvrsto sredino igrišča, ker smo dostkrat bili na tem področju kar malo bolj diletantski, čeprav z dobrimi nameni, kot vedno. Drago bo predstavljal roman danes seveda tam, kjer je prav, da se ga najprej predstavi. Skupaj gremo v Maribor in popoldne bo, oziroma zvečer ob 7. bo Drago osrednji gost slovenskih dnevov knjige v Mariboru in Mariborske knjižnice v novem prenovljenem Lutkovnem gledališču. Jutri pa seveda vsi tisti, ki danes ne boste v Mariboru, lepo vabljeni v Narodno in univerzitetno knjižnico na noč knjigarn. 7. zvečer se bo z Dragotom pogovarjala o romanu, pa verjetno tudi še o čem drugem. Gotovo vam bo še kasneje Drago kaj malega mogoče dodal. Je pa res, kar pravi Drago, da seveda knjige je treba čim več brati, pa je verjetno s tem največ doseženo. Dovolite mi, da zdaj še predstavim Ano Schnabel, mlado pisateljico, katere prvenec, kratkozgodbeni, kratkoprozni prvenec smo dolgo pričakovali. Ana je že vendarle kar nekaj let, recimo desetletje, slabo desetletje, kaj takega, ne vem točno, na literarno-kritiški sceni, na umetniški sceni, izjemno senzibilna in lucidna mlada pisateljica, ki se je po mojem mnenju ukvarjala tudi številnimi drugimi stvarmi, vedno je marsikaj zanimalo, od plesa do novinarstva, popotništva, torej marsičesa. Knjiga pa je nastajala zelo počasi in pravzaprav z eno močno avtorefleksijo, da ni treba kar takoj vse zapakirati, kar napišemo v knjigo. In je nastala knjiga, v kateri so na zelo zanimiv način ubesedene najrazličnejše robne lege današnjega časa, od, ne vem, boljše da pol Ana sama pove, ampak se mi zdijo zelo precizne proze, ki bodo gotovo marsikomu dale misli. Z lepim naslovom, Razvezani, pa bi mogoče predno Ana zbere pogum, da sama kaj pove, in tudi nasploh strne neke misli v knjigi. Prosil najprej Aljošo Harlamova, ki je napisal k zbirki Spremno besedo in je tudi sicer Anin generacijski kritiški kolega, sodelavec dolgoletni na Beletrini in tako dalje. Izvoliš, Aljoša. Hvala, Mitja. Pri Ani Schnabel gre za en zanimiv razvoj. Ne? Mi smo jo opazovali in brali že lep čas in jaz mislim, da je to danes mogoče celo neka anomalija. Ne? Vsi vemo, da mladi avtori danes objavijo mogoče 1-2 zgodbi nekje v literaturi, nekje v drugi reviji in potem kar izdajo knjigo.
Pri Ani je šel ta razvoj dosti bolj počasi in jaz mislim, da tudi dosti bolj logično in smiselno in nenazadnje se ta razvoj zdaj tudi kaže v knjigi, ki jo imamo pred sabo, ker vendarle je za dobro literaturo treba imeti veliko časa. Zdaj, jaz mislim, da je najboljše, da beremo stvari, pa da o knjigah govorijo, če kdo že avtori, zato bom jaz Ano šokiral s tem, ker bom kratek. V spremni besedi sem zapisal marsikaj, za marsikaj me bo kdo tudi verjetno zgrabil za jezik ali pa mi stopil na jezik, ampak jaz stojim za tem, kar sem zapisal, jaz mislim, da imamo pred sabo neko novo pisavo, da se počasi razkriva v teh zadnjih nekaj letih nova pisava, posebej pa na področju kratke proze. Vemo, da zmeraj je v prozi se vse začelo dogajati v kratki prozi, šele potem je prišlo v roman. In tukaj lahko vidimo v njeni zbirki Razvezani, kako v bistvu ti liki danes v Aninih kratkih zgodbah delujejo povsem drugače, delujejo povsem drugačni kot mogoče liki kratkih zgodb še desetletje recimo nazaj. Obstaja neka distanca literarnega lika do samega sebe, ki je bila mogoče v preteklosti autoironična ali pa cinična ali tako naprej, medtem ko v Anini knjigi se pa zdaj dogaja, da ta distanca še zmeraj je, vendar pa zgublja neko to samoironično ali pa mogoče celo zaničujočo ost. In preprosto ta distanca je pomembna zato, da literarni liki nekako razumejo sami sebe in pač bralcu pripovedujejo o svojih notranjih doživljanjih sveta, o svojem razpoloženju in tako naprej. Sredi česar je pač zelo važno njihovo telo. Gre za čuteča telesa, za telesa, ki nekako, Anina proza deluje nekako celo sinestetično. To ni proza, ki bi jo vi zdaj vizualno si tako zelo predstavljali razne detajle, ne vem, junaka, ki stoji v lekarni, ampak nekako čutimo njeno telo in njen odziv, v bistvu odziv tega telesa, čustven odziv na prostor. Druga stvar, ki pa je zelo pomembna, je pa neka vrnitev sentimenta, jaz mislim, da v literaturo, ker pač zdajle po kakem desetletju mogoče tega, da ko so like, recimo jih je bilo zelo sram čutiti ali pa ko so čutili, so šli v neko blazno sentimentalnost, zdajle ta čustva pač postaja povsem neka vsakdanji odziv na dogodke, ne več neka tragika, ni več nekih travm in podobno. In tudi to je, jaz mislim, da zelo dobrodošla sprememba v slovenski literaturi. Me pa zmeraj zanimajo pravzaprav, in jaz bom kar s tem Ani predal besedo, odkot v bistvu naslov Razvezani. Jaz mislim, da pravzaprav in čistost in ljubezen tudi bi nekako pasala na to tvojo knjigo, ali pa mogoče povezava obeh. Tvoja proza je zelo čista, zelo pač pišeš, tvoj jezik je zelo izčiščen, ni nekako, bi rekel, razbohoten in podobno. In ljubezen je zmeraj nekako v ozadju, ni v spredju, mogoče kratki zgodb, ampak nekako v ozadju so odnosi, nazadnje pa si šla na Razvezani. Jaz ta naslov, ne najprej povem, da je to za mene zelo šizofrena situacija, ker sem običajno bila na vaši strani kot novinarka, tako da se zdaj počutim blazno potisnjena v kot dobesedno, pa še vsa odgovornost je na meni. Ne, v redu. Ja, za ta naslov sem se odločila, ker so liki v mojih zgodbah, liki, ki stremijo k svobodi, pa je mogoče to ne uspe vselej. In mislim, da beseda razvezan dobro povzame ne moč, torej iti k razpadu in tudi moč postati svobodno, oziroma se osvoboditi. In tudi skušala sem pač zastaviti stvar malo poetično, na začetku pač delovni naslov je bil Motnje v povezavi, ampak je bil trd, kar je tudi Mitja ugotovil. Ja, in ne vem, če lahko to zelo intelektualno pojasnim, ima za mene ta naslov neko eno domočno vsebino in da bo pač bralcem potem nekaj povedal, potem, ko se pa pač knjiga prebrala. Tako, na kratko. Ana, hvala. Mogoče še Miljana. Miljana Cunta je bila urednica knjige in tudi zelo pozorna bralka. Še ti poveš par misli? Ja, mislim, da je bilo bistveno povedano že doslej, ampak samo par misli mogoče.
Meni je bilo urejeno te knjige veliko veselje, prebrala sem jo, moram reči, večkrat, ne samo enkrat, niti ne dvakrat, niti ne samo trikrat pravzaprav. Tako da verjamem, da bodo tudi bralci radi večkrat posebej pri njej, ker je to knjiga, ki nekako se sede v dušo, da rečem, in se potem z veseljem vračaš k njej. To je prvenec, ki pravzaprav nima nobene značilnosti prvenca. Pred nami je povsem zrelo pisanje. Zrelo po eni strani v jezikovno-slogovnem smislu in po drugi strani seveda mogoče še bolj v nekem vsebinsko-idejnem tematskem smislu. Kar se tiče jezika, se mi zdi, da ne glede na to, katero od 10 kratkih zgodb najbolj preberemo, ugotovimo, da temu pisateljica posveča izjemno pozornost. Besedišče, besedni zaklad Ane Schnabel je izredno bogat, iskriv, sodoben, zelo veliko je duhovitih domislic, kar nekaj neologizmov. Pomembno mesto ima turitem in tu se mogoče kaže tudi Anino veselje oziroma njeno profesionalno ukvarjanje s sodobnim plesom. Ko beremo na primer prvo zgodbo Tritiko, kjer ženska čaka v vrsti v lekarni, ki jo omenil že Aljoša, se mi zdi, da s tem hlastajočim ritmom slišimo, čutimo njeno plitvo dihanje. Po drugi strani, v osrednji zgodbi te knjige Veliki voz, smo ujeti v nek zelo počasen, lenoben, lahkoten, ritmičen tok, ker je glavni protagonist velik ljubitelj marihuane. Zdaj, cel kup enih teh detajlov in skrbne pozornosti. Kar se tiče pa vsebine, te idejne plati, pa bi rekla, da je to pogled generacije 85 na obraze, mogoče kar bolezni našega časa. Ana se dejansko ukvarja s kliničnimi primeri, tukaj imamo poporodno depresijo, anoreksijo, nevrozo, še nekih bolezenskih stanj, po drugi strani bolj blagih anomalij, neke malomeščanske dvoličnosti, nezvestobe in tako naprej. Skratka, res gre, kot je Mitja rekel, za neka robna stanja, težke teme, velike teme, ki se jih pa Ana loteva z vso občutljivostjo in mogoče celo odgovornostjo. Za ta pogled bi rekla, da je na eni strani značilna prav neustrašnost, ena brezkompromisnost. Ana odstira plast za plastjo in gre res do kosti teh zelo problematičnih, kompleksnih stanj. Na drugi strani pa ena blagost, prizanesljivost. Skratka, zelo se zlahka in hitro zgodi, da nam protagonisti v teh zgodbah, pa ne so še tako oddaljeni od naše izkušnje, zlezejo pod kožo. Tako da ta doživljajska živost je, mislim, da posledica tega, da se je Ana, tako kot je bilo že omenjeno, res dolgo, poglobljeno, vseh zornih kotov pač ukvarjala s temami, ki jih tukaj naslavlja. Tako da prepričana sem, da bo ta knjiga našla svoje bralce, da jih bo našla mnogo in da bo tako pregnetla mogoče tudi naša videnja, naše življenje. Hvala, Miljana. Ana, se ti zdi še kaj potrebno dodati? Ne, mislim, da je vse, sta vzela moja odgovornost, da je bilo všeč. Prepričan sem, da za Ano dobivamo zelo zanimiv glas v slovenski prozi. Vem, da piše tudi roman, Ja. ki se dogaja konec 80-ih in je za Ano to že zgodovinski roman. Skoraj kot da bi bilo danes. In sem se zadnjič pogovarjala, kje nabrati to zgodovinsko gradivo, da se lažje vživi v to dobo. In verjamem, da bo zelo zanimiva knjiga, seveda spet en drugačen pogled na to našo polpreteklost ali pa konec polpreteklosti. In vidite, na nek način simbolično danes dva zelo zanimiva avtorja, eden res velik avtor, že z veliko kilometrino, z veliko nagradami, izjemno odmevnostjo, izjemno močjo vsa ta leta in nova avtorica. To smo si vedno želeli, da bi Beletrina nekako bila srečevališče raznolikih glasov, ki pa so zelo vznemirljivi, zanimivi. Jaz zmeraj zamenjam vso to kilometrino za njeno Verjamem. Prosti, jaz se moram opravičiti, sem se že prej opravičil, v Poloni sem se tudi opravičil, imam en opravek pri zdravniku, da bom lahko živ prišel v Pa da lahko potem gremo skupaj, da lahko gremo. Ker je zmeraj težko preživeti, ker je moj prijatelj Niko napisal, je napor, če pride človek v Maribor. Ja, tako, drago, se veselim, hvala ti še enkrat, čestitke, če ti veš končal. Tako, zmenjeno. Drago, hvala. Zdaj pa vam bi radi predstavili še
Aha. Še tretjo knjigo, ki je pa tudi seveda simbolično za nas zelo pomembna, Jonathan Franzen, če se ga spomnite, je bil eden od srednjih gostov Fabole leta 2010, ki jo je med drugim ravno Miljana takrat vodila. Takrat se je Fabula prerodila, na nek način postala res pomemben, velik festival z velikimi imeni. In Franzen je bil seveda takrat z popravki, z drugimi nekaterimi deli, seveda eno najbolj zanimivih imen svetovne literature, aktualne. In tudi danes lahko govorimo seveda o njem kot o enem najbolj značilnih avtorjev. Zelo sem vesel, da je Polona prevedla knjigo. Polona, ki je tudi sama seveda odlična pisateljica z romanom Kakorkoli, se gotovo spomnite, mislim, da 2 leti nazaj. Že 2,5, no, hitro mineva ta čas, kot je prej Drago tudi nakazal. In zelo sem vesel, da je Polona prevzela ta izziv in kot pisateljica in izkušena prevajalka seveda prevedla to zelo zanimivo delo, ki je že 3/4 pravzaprav pri Beletrini. Ob popravkih in svobodi smo še neke vrste njegove esejistiko izdali takrat ob sami Fabuli. Polona, izvoliš. No, naj še dodam, da sem takrat šla z Jonathanom Franzenom na kosilo, šestico, tet-a-tet, 4 oči. In sem imela en tak lep pogovor, no. Pač človek je tak, kakršnega sem si predstavljala nekako po knjigah, ne. Ljubi ptice. Ja, ljubi ptice, ja, je imel nagledan že za naslednje jutro, da bo šel nekam v Alpe. Ja, 2 vrste še tam pogledati. Ampak je bila megla, pol pa je, ne? Ja, no to pa več ne vem, no. Divjega petelina, pravi. Ja. No in takrat je bila svoboda tih zidov v Ameriki, a ne? In ker pač vem, kako je, mislim, meni osebno je zoprno, če ljudje vrtajo vame glede tega, kaj pripravljam, kaj pišem in si rečem, počakajte in preberite, tudi jaz vanje nisem vrtala, ne. Kako je s tem, čeprav je bil to velik dogodek, ne, mislim, ki se je obetal. No in evo, zdaj smo pa že pri čistosti, kako čas beži. Se pravi, ja, tole na začetku, ne, ko ste mi ponudili, Špela je bila, ne, mislim, da si bila ti. Sem rekla, 40 pol, ok, koliko imam časa, začunala, da se bo nekaj glih išlo, ne, čeprav te stvari so zmeri prinesejo največ užitka, kadar se jim človek res lahko posveča v svojem tempu. Ampak ni bilo problema, knjiga je stekla, delo je bilo prijetno, zapletala se nisem preveč, stavki so se mi izlagali, no, dobro, malo računalniške terminologije na začetku in to in ono. Tako da mi je bilo že kar malo žal, no, potem ko je do konca. Ja, in tudi korektur mi ni bilo težko delati, kar mi je drugače nekaj najbolj groznega, ker pa še 5-krat prebereš. Ja, no, to je knjiga o tem, kako ostati čist, ne, če se tako izrazim, kako recimo ohraniti samega sebe v današnjem času, ko je vse javno, ko je vse na netu, ko se da vse najti. Je možno, da se lahko stvari prikrijajo, da lahko ti izgineš, če se ti tako zdi, da nisi del tega sveta. In to je osvetljeno potem z zgodbami različnih ljudi, a ne 4 taki glavni protagonisti so. In mislim, da je zelo dobro narejena zgodba, no, v tem smislu, da se vse lepo preplete, da se vprašanja načnejo in sklenejo, skratka obrtno zelo dodelano, ampak tudi vsebinsko vsekakor, ne. Zdaj, kritiki so ta roman hvalili manj kot naprimer Popravke, ki so tudi po mojem mnenju njegov najboljše delo, ja, in kot Svoboda, ampak mislim, da še zmeri je na zelo visokem nivoju, no, tako da priporočam. Hvala. Polona, mogoče Špela še ti kako besedo rečeš kot urednica? Ja, no, mogoče to, da kar smo že omenili, da gre za en veliki roman velikega avtorja in velike prevajalke, nedvomno. Zdaj roman obdeluje, ko je Polona omenila, najrazličnejše teme. Pleca ima za to dovolj, ne, ker ima 850 strani.
ampak nekako rdeča linija, ki se izkristalizira tekom pripovedovanja, je pa zgodba o 21-letni Pip, ki je okrajšava za Purity, kar je čistost, ki je najprej še študentka, živi v Kaliforniji, nabere se precej v ameriškem stilu študentskega dolga, živi s svojo nekoliko čudaško mamo, predvsem pa nima nobene ideje o tem, kdo bi bil njen oče, kar si nekako prizadeva raziskati. In po študiju živi v neki hiši, v nekem skvotu, kjer spozna neko vzhodno Nemko, za katero se izkaže, da je pa velika prijateljica Andreasa Wulfa, ki je pa prav tako Nemec, pa nek, ne vem kako naj imenujem, veliki internetni junak. Ja, kukar Assange, ampak kolikor sam sebe še bolj postavlja. Ja, tako ostali še bolj strogo čist. Assange, ki je večkrat omenjen v romanu, tudi Snowden in podobni veliki frajerji današnje dobe. Ja, ne, in Pip si zato, da bi ugotovila, kdo je njen oče, pač razmišlja, da bo najbrž lažje to ugotovila, če bo imela dostop do teh raznih spletnih orodij, pa predvsem ljudi, ki jih znajo uporabljati. In si uredi pripravništvo pri tem velikem sončnem projektu, kot ga Andreas Wulf imenuje. In pač predvsem si prizadeva, da bi preko tega poiskala očeta in izkaže se, da ta veliki Andreas Wulf njenega očeta zelo dobro pozna. Delijo namreč ena mračna zgodba izpred dosti let iz Berlina. Predvsem je pa težava v tem, da bi najbrž, če bi ta zgodba prišla na dan, da bi nekako okrnila ugled tega velikega pravičnika. Zato si Čistost. Tako, zato si prizadeva na vsak način to zgodbo prikriti. Skratka, ja, kot je omenila Polona, v bistvu gre za knjigo o tem, kako se včasih neka najbrž čisto iskrena želja, ki je lahko zelo čista, lahko pretvori pa materializira kot nekaj precej nečistega. Hvala, Špela. Mislim, da so pred nami res zanimive knjige, da nas letos čaka še veliko užitkov, kogar zanima in še nima, lahko vzame tudi katalog letošnjih beletrijnih izdaj med prozo, to lahko izpostavimo še prvi prevod Zolaja, ki ga boste letos videli, Zolajevega romana Umetnina, pa Bernharda s kratko prozo, pa Bruna Šulca, meni zelo ljubega avtorja iz nekih robov Evrope. In tako naprej, seveda tudi domače knjige, zelo zanimive, nas čakajo, od poezije Milana Jesiha, proze Vlada Žabota, Toneta Partliča in tako dalje. Jaz vam zaželel predvsem lepe dneve knjige in obilo užitkov v branju. Našim avtorju in avtoricam, avtorja žal ni več, ampak vsem avtorici prevajalki pa seveda še enkrat iskrene čestitke. Hvala.